Živijo, dobrodošli nazaj na moj kanal. Danes končno delamo unboxing, en tak, ko sem si jaz skrivaj želela že zelo dolgo časa. Končno bomo testirali tehnologijo, tek malo bolj proper. Par dni nazaj sem jaz dobila v test novo opremo. Dala sem si izziv, da sem cel teden uporabljala samo Huawei MateBook in pa Huawei P40 Pro. Zdaj, jaz bom kar začela na začetku. Najprej je ta pomembna stvar, je tale Huawei MateBook. Ampak okej, za voljo tega videa sem dala vse en računalnik noter. Spiranje škatle. Oh my god, gledaj, tukaj noter je, a se ga vidi? Lepo logo, živjo! Jaz ga bom kar vzela ven, v bistvu kar je bilo še v škatli, tukaj so bili kabli, pač polnilc in navodila so še bila. Se pravi, tole pa itak zavit je bil v vrečko, whatever, to nima veze, zaradi tega tu delam review, ne unboxing. Tako da ga bom jaz zdaj kar vzela ven, koladam dol. Zdaj, prvo kar takoj opazim na tem računalniku je to, da je full tanek. In všeč mi je barva, ker je taka sicer Chaos Space Grey, ampak je malo bolj modra, če pač primerjam Space Grey, vidiš, ni čisto ista umazanje. Ful je tak minimalističen, všeč mi je zaradi tega, ker spred res samo piše Huawei, ni nekih drugih logotov, ful je simple in pa zelo je tanek. Nič, zdaj ga kar odprimo. Evo ga. Prvo, kar opazim je, da mi je dizajn je dost spet ful je minimalističen, lušten, meni to ful paše in tipkovnica, jaz sem jo pač zdaj en teden testirala, v bistvu res, ta računalnik je postal moj glavn. In moram reči, da tipkovnica je, ampak sem se ga dosti hitro navadila in sem ga lepo uporabljala in nobenih problemov. Drugače glede tega, če se slučajno na touchpad ne navadiš, je pa ta računalnik na touch, ampak o tem bom govorila še malo kasneje. Kar se tiče specifikacij, mislim, da piše na škatli, je v bistvu, mislim, mene je kar presenetilo, dejansko je tale mašina kar strong. Kaj je to? Intel i7, se pravi, res je, jaz sem ga testirala z editanjem videov, fotk, oboje naenkrat, zdržal je vse. Meni je vedno pomembno, da moram pač računalnik biti čim manjši, pa čim bolj zmogljiv, kar je verjetno dandanes že standard. Ampak da lahko pa jaz še video urejam na njem normalno in da lahko grem kamorkoli in urejam videe, valjda meni kot youtuberki ena najpomembnejših stvari. In ta računalnik to ima, kar je great plus. Potem grafična kartica Nvidia MX 250, contrary to popular belief, se ne spoznam toliko na grafične, ker pač meni je procesor pomemben, ko editaš videe. Vse je pomembno, sam ne toliko. Igrs nisem sprobovala, ker niti, mislim, premalo časa sem ga imela. Če bi ga imela mogoče kak mesec, bi verjetno vsaj Simse gor naložila, tako pa nisem imela tega šanse sprobati. Potem imamo 16 GB RAM-a, kar je več kot dovolj. 512 GB ima SSD diska, se pravi SSD disk je tisto hiter, ne? Tisto, ko je dandanes že standard. In 512 GB po moje je več kot dovolj, ne vem, zakaj bi rabo več, pa itak vse prenašaš na drug disk, tako da 512 perfect. Velikost je 13 inčen, kar je iskreno zelo malo. Mislim, ne na slab način. Po moje je to glih prav za računalnik. Dosti je še vedno prenosen in dosti je tudi še vedno velik, da res vse delaš na njem. Zdaj pa gremo malo bolj v detajle tega računalnika. Tukaj je gumb za vklop, ki pa ni samo gumb za vklop, pač pa je tudi fingerprint scanner, se pravi, skenira tvoj prst, da se odklene. Kar je ful dobro za varnost. Je sicer še ena verzija tega računalnika, kjer imaš tukaj na tem gumbu nekje kamera, ki pač ven skoči, kar je načeloma še bolj za varnost, zato ker pač ne more ti nobeden te ne more gledati skozi kamero, kar paranoičnim ljudem, ko sem jaz, zelo dobro koristi. Kamero ima vse en tukaj gor, pač če vas to moti, je gesla gledate nalepko čez. Zraven sem v škatli logično dobila še polnilca, ne, to moramo omeniti. C-vhod, zaradi tega, ker ima ta računalnik samo dva C-vhoda. Enega ima na tej strani in pa enega ima na tej strani. Ne vem sicer, kako mi je všeč pozicija teh vhodov, ampak načeloma tudi to se mi zdi, da C-vhod že dandanes ful postaja standard, tako da jaz že imam dongle od prej, tako da to mi ni delalo problemov. Definitivno je pa za razmišljati, da nima USB vhoda. Pa, a ima za slušalke vhod? Ja, pa za slušalke ima itak na tej strani. Greš preko teh vhodov ga lahko polniš, lahko imaš USB priklopljene oziroma dongle, lahko imaš telefon priklopljen, karkoli v bistvu dela preko C-ja.
Zdaj pa da jaz čisto realno povem. Jaz sem zdaj ta računalnik uporabljala cel teden. Opazila sem, da definitivno računalnik kompenzira s tem, da je pač ful majhen, pač kompenzira s parimi stvarmi. Prvo kot prvo, pač majhen je, nimaš kam drugam dati ventilatorje in postanejo malo glasni. Pri delu, ki ga jaz opravljam, pri res editanju videov in pri teh stvarih, ga mogoče malo zmuči, ampak ni pa toliko hudo. Druga stvar pa je, da ima zvočnike tukaj spodaj. Druge večje verzije pač imajo zvočnike tu na strani. Ta ima pa tukaj, kar pomeni, da ko ti daš računalnik, ok, če ga daš na mizo je v redu, zaradi tega, ker ima itak tele nogice tukaj spodaj gumijaste. Če ga daš pa na poslo, kar ne delati, ker boste zadušili svoj računalnik, pa dejansko pobere kar precej zvoka. Ampak to kompenzira s tem, da je ful tanek in majhen, kar pa je dobro, pa še vseeno je pač dosti sposoben, tako da ni neka taka, ni nek tak ful problem. Pa res ne delati računalnika na poslo. Ena stvar še, ko me je res ful amazala pri tem računalniku, je verjetno ekran. Ta računalnik je neverjetno tanek, pač. Do you see this? Res je tanek. Ne samo to, poleg tega, da je na touch, a ne, res je screen to body ratio je neverjeten pri tem računalniku, kakor lahko vidiš, je tukaj res ful tanek rob do ekrana. Pri drugih modelih, zato ker imajo tukaj spodaj kamero, je še zgornjo rob ful tanjši, ampak tam ima tukaj kamero, tako da pač mora biti malo več. Pa valjda dol spodaj, opa, ja, na touch je. Tukaj dol spodaj ima tudi malo več prostora, drugače pa je ful tak eleganten. In pa, kar sem opazila, ful se ne poznajo prstni odtisi na njem, kar je pri touch računalnikih valjda ful pomembno, zato ker če ne so prstni odtisi povsod in ne izgleda lepo. Drugač, tudi to, da ima računalnik touchscreen, načeloma meni sicer ne pride neki ful prav pri recimo urejanju videov, ampak recimo, če si na YouTubeu ali pa če si na Facebooku oziroma na Instagramu, I don't know, karkoli mladi delate na računalniku, zna priti pravno, zaradi tega, ker pač lahko enostavno scrollaš. Simple. Meni je to ful všeč. Mislim, se lahko tudi tek, ampak je vseeno tek ful lažje, pa če hočeš kaj klikniti, a ne pač klikneš. To je definitivno cool, ampak editati video pa definitivno ne moreš s tem, moraš vseeno imeti miško, which je čist druga zgodba. Pač jaz vseeno uporabljam računalnik za editanje videov. Če uporabljate za karkoli druga, je ta računalnik top. Zdaj pa, kakor lahko vidimo, je tukaj ena nalepkica. Tole je pa Huawei Share, kar pomeni v bistvu, da sem jaz zraven tega sodelovanja dobila še Huawei P40 Pro za testirati. In enako kot računalnik je tudi tale telefon postal moj go-to telefon za en teden. Kar sem mislila, da bo ful večji izziv, kot pa dejansko bil, ker jaz po moje nisem uporabljala Androidov ene 3 leta vsaj, ampak sem se ful hitro navadila. Zdaj pa, da pač jaz to na hitro razložim, v glavnem, telefonček, zdaj smo na drugem delu videa, živjo. Telefon, tukaj lahko vidimo, da je spet v sodelovanju z Leico, kar je pač firma kamer, noter je in pač zdaj piska. Kar je pač firma kamer, res priznana in definitivno so naredili kamero, ko je res ful dobra. Tukaj spodaj pa piše še Explore it on App Gallery. To pa je zato, ker Huawei nima več Google Play Store. Se pravi, morajo narediti nekaj svojega, da lahko ti naložiš svoje aplikacije. Prvo sem mislila, da bo to spet ful problem. Ampak pridem tudi do tega. Dajmo kar odpreti tole škatlo. Evo ga, ali je umazan, ker sem ga uporabljala. Torej, to je ta telefonček. Zadaj, kakor lahko vidimo, ko sem tole prvič odprla, me je dejansko amazalo, se obstaja ful enih barv, ampak tale kombinacija, ko se preliva iz vijolične v modro, v belo, ali kako. Daj to na vsaki kameri drugače zgleda. Res mi je bil takoj dizajn všeč. Je ful tak gladek, ampak Huawei da v paket še neki, ovitek, prozoren, zato ker itak prva stvar, ko jo kupimo, vsakeč, ko kupimo telefon, je ovitek. Zato, da ga pač ne poškodujemo. In všeč mi je zaradi tega, ker je ovitek prozoren, tako da lahko še vedno vidiš lepe barve. Tako kot telefon odklenem, smo tukaj midva s Tomažem, ker pač valjda sem si dala najo za ozadje. Lahko vidimo, da ima tukaj gor tole lukenco. Nista nažalost dve kamere spredi. Druga lukenca je IR, ki v bistvu pomaga pri tem, da je Face ID oziroma Face Detect ali kakorkoli, da je toliko boljši. Ta telefon ima različne načine za odklepanje. Prvo valjda imaš geslo, drugo je, se pravi, ta Face Recognition. Ful hiter, moram
priznati. In pa tukaj je še prstni odtis, se pravi tale znakec in daš prst gor in se odklene. Followajte me na TikToku, hvala. Trenutno, ko smo pač v pandemiji, imamo skozi vsi maske gor in je ful lažje, kada greš v trgovino, daš enostavno prst gor, z masko te face recognition ne prepozna. Zdaj pa da odgovorimo še malo o dizajnu celotnega telefona, se pravi tak je brez ovitka. Meni je res, ful mi je všeč zaradi tega, ker je res ful zaobljen. V bistvu to je ful gladko, pač. Jaz si želim, da bi lahko tole probali. In celoten telefon zgleda res tak enoten. Dejansko so šli za to, da pač telefon zgleda kot da je samo ekran, ko ga držiš v rokah. Se pravi, da je res futurističen, kar so dosegli s tem, da je res edge to edge zaslon. Je v bistvu tukaj opognjen, kar definitivno doda še en tak ekstra feeling, da je futurističen. Spodaj sicer ima majčkeno več čina, se pravi tukaj ta črn rob in pa zgori logično, ampak ni prehudo, vseeno je ful eleganten. Na strani ima itak gumb za vklop in izklop in pa za naglas pa za natik. Tukaj spodaj imaš vhod C, kar je meni ful všeč zaradi tega, ker ga lahko polniš z polnilcem od računalnika. Headphone jacka nima, za slušalke, ja, to je 2.20. Tukaj spodaj so še zvočniki. Zdaj glede zvoka, dajmo kar preveriti, bom jaz dala en komad. Torej, zaradi tega, ker ima zvočnik samo na tej strani, je v bistvu samo od tukaj spodaj zvok. Zvočnik je vseeno soliden, tako da ni problema. Zdaj pa še zadnja stvar, ko nas zanima, je pa tale. Kamera. Torej, kamera je v bistvu tukaj zadnji je tehnično 5 kamer, v bistvu ne vem, po mojih je 5, eno je nek senzorček v glavnem, ne vem zakaj vse so te kamere, res ima toliko enih nastavitev, da jih nisem imela časa vseh testirati, ampak fotke so dejansko izpadle ful dober, tako da jaz upam, da bom lahko ta telefon obdržala, a ne Huawei, da bom lahko še naprej delala lepe fotke. Torej, naj vam zdaj pokažem, tukaj so vse kamere, tu 1, 2, 3, 4, tukaj je flash, in tukaj piše seveda Leica, zaradi tega, ker je pač to kreator teh kamer. Zdaj sem zdaj kar odprla kamero in bom slikala, ne vem, vas. Nastavljena imam na audio control, zaradi tega, ker sem se pravi nekaj na davč slikala, kar je ful priročno. Zdaj, standard, prvo bom slikala samo v standard mode, se pravi, samo odprla sem kamero in zdaj slikam. Lahko vidite, da jaz ne uporabljam stojal, moram še enega tega kupiti. V glavnem, vsaka sliko vidite, da je zelo ostra, tudi če približam, je res solidna. Zdaj, če naredim selfie, se pravi, če naredim v normalni, pač z normalno kamero spredno, zgleda tak. Mislim, ja, ok, vsi moji mozoli se vidijo, super. V bistvu, ostrina spredne kamere je res dobra, zaradi tega, ker res snimi 30 giga. 32 megapikslov je na sprednji kameri, kar je v bistvu enako kot na zadnji, na vseh ostalih telefonih, v bistvu še več. In res so fotke sharp. Zdaj pa da sprobam še portrait. Ok, malo je trajalo, da se je naložilo, v bistvu, da se je ta portrait vklopil, ampak dejansko ful dobro izpade, res lepo je zablural ozadje. Zdaj imaš različne beauty filtre, kar načeloma se lahko igraš. Ne vem, Kitajci ful obožujejo to, ne vem zakaj. Se pravi, zdaj bom primerjavo naredila z in brez. WTF, ok, razlika je več kot očitna. Joj, zdaj se pa nikoli več ne bom fotkala brez tega. WTF. Ok, v glavnem. Beauty mode damo na off, ne rabimo tega. In zdaj bom sprobala še... Ok, ena izmed kamer je wide angle, se pravi, če grem čist na ven in zdaj slikam full wide proti temu, kako je bilo prej. Če pa res zoom ima 50-kraten, zdaj nimam nič takega, kar bi lahko slikala s tem. Od tu sem fotkala drug konc sobe. Ok, to je full cool. Zdaj kamera ima še full nastavitev, pač res imaš pro mode. Se pravi, tukaj imaš različne nastavitve, kjer lahko pač nastaviš in kaj vse, v glavnem. Pa imaš še več nastavitev na humor. Ja, kaj še? Imaš še night mode, ampak zaenkrat me kamera definitivno ni razočarala. Pa to je iskreno, like, od Apple ovčke mnenje res. Kamera je amazing. Glavno, kakor sem hotela zdaj te stvari skupaj potegnati, je pa, da ima tale računalnik, torej Huawei Share. Kar pomeni, da se tale dva povežeta ful enostavno. In zdaj se bo to povezala in jaz dam tukaj allow. In zdaj bom lahko telefon uporabljala na računalniku. Tukaj je torej moj telefon in vse, kar jaz delam na telefonu, se v bistvu tudi dogaja na računalniku.
Dost hiter deluje dejansko. Ni nobenega lega, tako da cool. Pejte me followati na TikTok še enkrat. Zdaj ne vem, po moje lahko si pošiljaš datoteke. Ne vem, kaj vse lahko po moje tudi SMS-e pišeš, kar zna biti res full cool, če zdaj demonstriram. Torej, da jaz tukaj odprem Messenger, ker lahko vse delam s prstom, kar je tudi pač bonus, a ne? In lahko zdaj jaz piše na telefonu in pošljem. In v bistvu v pogovoru, če ga pogledam na telefonu, sem res to poslala. Ta Huawei Share je res en dober feature, sploh zaradi tega, ker mi s Tomažem zelo veliko pošiljama SMS-e prek računalnika in to bi definitivno prišlo prav. Mislim, da sem jaz dosti govorila o teh stvarih danes. Če ste zdržali čez cel tale video, mu dajte en like, subscribite se na moj kanal in komentirajte kaj. Dol spodaj mi napište, kaj je vam najbolj všeč na temle Huawei računalniku in pa na Huawei telefonu. To pa je za tale video vse. Upam, da se kmalu vidimo spet v kakšnem bolj tehnološko usmerjenem videu. Ja, nič, lepo se imejte in veliko se smejte. Čau!